informacijama, kaj deluje. Zdaj pa gremo še v eno zelo kritično temo vsebin. In zdaj sem tu napisal smeti. Zakaj? Ker naša nova knjiga, moja žena je tudi psiholog, moja hčerka 25 let pa je vzgojiteljica, tudi delala nekaj let v vrtecih, tudi tam imamo zelo jasne, kaj se tam dogaja. In zdaj pišemo knjigo. Ta knjiga bo mogoče v nemščini prišla poleti, metulji na mesto smeti v glavi. To bo naš, zdaj pa ne znanstvena knjiga, ampak na znanstveni podlagi, ampak popularna. Ja? Torej, da za starše in za pedagoge, vzgojitelje, da boste na enostaven način lahko te informacije imeli, zdaj znanstvene pa te teste. Ja? Poglejte, kako začenjamo. To je tako imenovani Nürnberger Trichter. To je bila ena reklama pred mnogimi leti, 1863. Ja? In to je lijak, ne? V slovensko se reče lijak. In to je bila taka reklama, da bi rekli, ko bi bil takšen lijak, Nürnberški lijak se je imenoval, te bi samo šolsko znanje otroku dali not in on se nauči in fetik. Ne? To bi bilo fajn, če bi to tako delovalo. Ne? Ta Nürnberški lijak se to imenuje. Ne? Ampak, nažalost, nekaj takega ne obstaja. Jaz bi si tudi, ko sem bil otrok, se nisem rad učil, pa bi tudi taki lijak rad imel, ki bi mi pomagal, da bi hitro informacije mi not vtekle, potem pa se lahko cel dan igram. Ne? Tak je bila moja filozofija. Nažalost, takega lijaka ne obstaja. Mogoče pa le obstaja. Poglejte zdaj. Nasilje v Ameriki, recimo, televiziji, računalnikih in pametnih telefonih, kdo se spominja vseh teh 80 000 do 240 000 nasilnih prizorov, ki smo jih videli do svojega 12. leta starosti. Ja, če bi takšen lijak bil, potem bi jaz vedel, zdaj 100 000 bi se spomnil lahko. Ja? Zdaj boste rekli, viš, da to ne deluje, jaz se tega ne morem spomniti, enih par, mogoče to človek pozabi, to ni gre not, pa je not. Ne. Mogoče so le naši možgani slični in pomnijo kot en lijak. Če vemo, kako dajemo informacije. Hočete en poskus? Dajmo en mali poskus, naredite en eksperiment. Zdaj vam dam 10 sekund, pa si pogledajte to sliko, katero vam tu pokažem. Posebno to rožo, to se imenuje tulipan. Ja? In pogledajte, kakšno obliko ima, kakšne farbe, koliko listov ima in si probajte ga točno pogledati. Ja? Ste ga videli vsi? Ja? Zadaj tudi? Ja? Zdaj, imate, ja? Ste videli zdaj. Poglejte, če ga zdaj stran vzamem, pa ga več vam ne pokažem. In zdaj bi vas vprašal, kje je tulipan zdaj? Točno. Ja. Kje je še? Ja? Aha, a še ga vidite? Če ga pa ni tu. Katere barve ima? Vse je tu. Ja. Kakšne oblike je imel? Bi lahko približno prikazali. Kak je bil kot? Je bil takšen, ali takšen, ali takšen? 6 cvetnih listov. Koliko pa je zelene liste imel? 2. Ok. Torej, neurologija ne bo danes dobila dela. Ja? Eno steblo ime. Pa vi ste vsi odlični, vse vas lahko pohvalim, ne rabite iti v neurologijo, hipokampus še je cel. A bi lahko narisali približno takšen tulipan, če vam bali? Bi lahko. Kako pa je prišel v vašo glavo? Čez oči, na kateri način? Kaj bi rekli fizikalno? Ja, vizualno. Imamo nekaj fizičare tu. Aha, valovi, ne? Vsaka barva ima različne valove. Torej po nekem valovanju, ja? Potem, dokot je prišel? Do vaše leče, mrežnice, kako se imenuje, ne? In vzadaj na, to pa ne vem več, mrežnice. In mrežnica pa je te signale dekodirala, ali pa novo kodirala v nervne, v celične impulze. Aha, še se stalno spomnite slike?
Kje pa je zdaj to? Kako je to mogoče, da se zdaj vidite to? Pred očmi. Kaj se dogaja v vaših možganih, da je pred očmi? A veste to? To je shranjeno. Na kateri način? Eno ladljico pa not, ne? Kako je to shranjeno? Kdo ve? Mi vemo, saj smo danes že govorili o nekih neurotransmiterjih. Ja? 2 celice, in zdaj pa niso samo 2, mogoče jih je par tisoč, mogoče par milijonov, ne vem točno, so začele govoriti s seboj, informacije pošiljati, določene neurotransmitere. One se pogovarjajo. Zdaj tudi. One kodirajo pa shranjujejo to, kaj govorite. Poglejte, one torej se pogovarjajo. Zdaj tisoče in tisoče celic, če se probate spomniti, elektrokemično je trenutno v vaših možganih. Ja, kodirano. Vi več ne vidite, zdaj niso več fizikalne te valovi, zdaj elektrokemično v vaših možganih. In vse bolj, ko govorim, bolj je not. In če bi vas zdaj vprašal, lahko zbrišete to? A lahko pozabite? No, te pa poskušajte pozabiti. Ne morete. A to ni tako na kompjuterju, ko jaz tu stisnem ja, pa stran. Ne gre. Ne gre, ne morete več stran. Torej, jaz sem vam zdaj implantiral eno nemško tulipan in vi ga več ne morete. In zdaj sem ga multipliciral, enih 150 tulipanov imate zdaj. Ko bomo naslednji prišli v Hofer, ga bomo videli, pa bomo hodili kupati. Ja, zdaj sem vas manipuliral. Jaz sem to s Hoferom se pogovarjal. Ja? Tu je Hofer nekje. Ne? Vidite, tako se manipulira. Ampak pogledajte, faktično noben od vas ga ne more zbrisati več. Torej, jaz imam oblast nad vam, vi ste mi dali oči, posluh malo, in jaz sem vas manipuliral zdaj, da sem vam kopiral v vaše možgane in zdaj elektrokemično dalje živi ta tulipan precej točno v vaši glavi. In vi ga ne morete več odstraniti. Ja? In zdaj pazite naslednja stvar. Koliko časa potrebuje en pravi tulipan, da on požene? Torej, to je ena čebula, pravzaprav, ne, tulipani so čebula, in če jo damo v zemlji, zdaj ne bi rasla, moramo dati eno določeno toploto in eno malo sonca, pa malo vode. Koliko časa potrebuje približno tulipan, da on začne pognati? 1 teden, 10 dni, glorioza, en čudovit tulipan 10 dni porabi. 10 dni. Ja, zdaj pa eno nagradno vprašanje. Koliko potrebuje ta tulipan, ki sem ga jaz vam pokazal, da bo v vaših možganih pognal? On še ni pognal, on je zdaj elektrokemično reprezentiran. Tu se dogaja, lahko bi merili to, ja? Ne moramo ga videti tako daleč, če nismo v znanosti, ampak lahko pa vemo, kje se je aktiviral. Ne, kdaj bo pognal v vaših možganih? Aha, to vi mislite. Zdaj pa vam pokazal, kaj so Nemci 1999. leta vem, da bili. Če vas aktiviram, long-term potation, pomeni močne impulze. Stalno vas sprašujem, kako je bil ta tulipan? Pogledajte, kak je lepi, pa mogoče še malo muzike zraven. Če to 30 minut do 60 minut, pogledajte, kaj začne poganjati. Torej, fizika, ne tulipan, bilo kaj. Če vas potenciram, če vam impulze dajem 30 minut, začne pognati. Torej, celice se začnejo rast, poganjati in pojačevati njihove ceste. 30 minut se sinapse začnejo povečevati, pa poganjati, kot se to reče. Če potenciramo, če bolj močno, če dolgo vam dajem nekaj, kaj se vam dopade, pa čega imate strah, recimo tudi, kaj vam se ne dopade, se začne, pogledajte, celice se najprej začnejo širiti, potem pa začne pognajevati, da močnejše ceste se delajo za te impulze, katere vam dajem. 30 minut. Čez 24 ur začnejo novi impulzi preko novih. Naslednji dan bojo že impulzi tu, čez novo cesto šli. Torej, te informacije, ta tulipan, ki sem vam ga dal, ki sploh ni nevaren, ja? Če ga ne boste jedli, ja? Ta tulipan
bo za pol ure, za 1 uro, verjetno raste v vas, torej strukturo vaših možganih začel spremeniti. Zato pravimo neuroplasticitet, pravimo v neuroznanostih. Vaši možgani so plastični, oni se dajo oblikovati. Torej, jaz vam začnem, zdaj mogoče 1000 celi, če bom še dalje govoril, bo začelo nekaj rast. Ja? Poganjati. Vidite? Mi smo šli v šole, ko je bil, recimo, ko so bil 2009 v Nemčiji en pubec 16 njih ubil, ja? S pištol. Jaz sem bil tam, takoj sem imel eno predavanje tam in jaz sem govoril z otroci, te so seveda kompjuterske igrice krive. To ni res, kompjuterske igre niso krive, on je bolan ta človek, ampak one pomagajo kompjuterske igrice, da še bolj agresiven postane. In jaz sem vprašal učence, če vejo to, oni so mislili, jaz sem najboljši v razredu, meni kompjuterske igrice nič ne naredijo. To gre tu not ven, to je samo virtualno. Jaz sem rekel, ti nimaš pojma o možganih, kaj se vi učite v šoli? A ti veš, da mi vemo od 1999. leta, da celo raste v tvojih možganih, da se struktura možganih spremeni, to so fakt, ja, to pri podganah, pri ljudeh, to se spreminja, to je znanje danes, to so zakoni, ti ne moreš to ignorirati. To lahko vidimo, pod mikroskopom lahko gledate, kako raste, kako začne rasti in se struktura spreminja. Torej, spoštovane poslušalke in poslušalci, lahko imamo primer, kot na moje oko je kot en objektiv. Moje uho pa je kot en mikrofon, ja? Moji možgani so pa kot ena fleksibilna spominska kartica, ja? Fleksibilna, samo je ne morem očistiti. To bi lahko očistil, pa na novo kodiral, te pa ne morem tako očistiti, naših možganov. Zdaj pa pogledajte, če pa jaz zdaj cel čas, če mi vi date oči, pa vam jaz nem tulipane, ampak smeti dal ure in ure, 1000 ur vaše možgane, skozi ušesa in skozi oči. Kaj bo bilo v vaših možganih? Če bom vam same smeti dal v možgane, mi nimamo druge možnosti iz gledišča neuroznanostih in psihologije reči, kot smeti bo v vaše možgane. In če vi dovolite vašim malim otrokom, da smeti davajo svoje možgane, potem že v Svetem pismu pravi, kaj človek seje, to bo žel. In to moramo danes reči, neuroznanost prikazuje boljše kot kdaj poprej. Ja. Torej, vaše življenje se bo tudi začelo spremenjati, če s tem delamo, bo vaše življenje spremenilo se. In zdaj pa pogledajte psihološko, kaj se je v Nemčiji zgodilo interesantnega. V Nemčiji je vodja, tak je osnoval pri psihologih, medijsko psihologijo, profesor Peter Winterhoff-Spurg. On je 80 let, jaz sem bral njegovo knjigo, ko sem študiral te stvari o televiziji. Psihološki rezultati, ja. On je 80 let napisal zgodovina medijev, zgodovina 90-letnega strahu pred audiovizualnim medijem. Stalno, ko je prišel radio, ko je prišel kino, ko je prišel telegraf, to bo nas nekako pokvarilo. Ja? Je rekel, naša raziskovanja to ne prikazujejo. Ni taka nevarnost, kakšne panike delajo, mogoče neki kristjani, pa neki humanisti. To ni diametralno protiv tega. To je stalno bilo problem. Stalno so neki fanatiki pa neki ekstremisti, ki pravijo, to bo vas pokvarilo. In zato je tako interesantno, ker je on 80 letih ta znameniti znanstvenik, ki je osnoval sekcijo medijske psihologije 80 let. On je to pisal. Zdaj pa pogledajte 20 let pozneje. 20 let pozneje je napisal knjigo Kalte Herzen. To je naslov Hladna srca. In to v šolski veliki zakladni hiši. In na začetku knjige, pogledajte, kaj ta isti znanstvenik piše. Zadnja leta se dogaja nekaj pomembnega. O tem sem po več kot 20-letni raziskovanja in poučevanja na področju psihologije medijev prepričan. Mediji, predvsem televizija, to je zdaj tudi 2004, zahrbtno spreminjajo socialni značaj. Nastajajo mrzla srca. Televizija je psihotonik za ljudi in skrajni čas je, da to opazimo. Kratko in jasno povedano, alarm.
To je skoraj emocionalno, za enega takega imenitnega znanstvenika, to je skoraj že svoje srce izliv. Ja? Alarm, veste kaj je alarm? Kak? Ja, to je nevarnost. Ja? Jaz sem ga vprašal na enem kongresu, gospod Winterspurg, zakaj ste pa spremenili svoje mišljenje? Jaz poznam vašo knjigo iz 80 let. Je rekel, jaz nisem spremenil mojega mišljenja, televizija se je spremenila. 80 let so prišli privatni. Poglejte, kako lahko manipuliram ljudi, da imamo privatne televizije, potem se pa v Nemčiji, vem, to ne vem, kak je tu, ampak imajo 5000 njih Nemcev iz vseh slojev, imajo aparate doma in potem točno se vidi, kaj gledajo ljudje. Ja? In tisto, kaj se dost ne gleda, tisti programi ne bojo plačani, nočemo dati reklame njim. Ne? To je bilo novo, odkar smo pustili stare državne televizije. Ne? In zdaj pa kako lahko jaz vašo pozornost na najlažji način dobim, brez da sem preveč pameten. Ja? Samo, kak se reče rajc, zdraženje povečam. Malo več seksa, malo več brutalnosti, malo več perverzije, malo več brutalnosti in že gledajo ljudje. Razumete? In to je en princip, ki ne rabiš biti dosti inteligenten, da privlečeš pažnje, ampak samo povečaš draženje. In mnogi so začeli tako delati. In od 80 letih se je televizija totalno spremenila. To je 2004, oni so primerjali ljudi, ki gledajo 1 uro, kak se čez 2, 3, 4 leta spremenijo, ker to ne opaziš takoj, ti pa sam sploh ne opaziš, težko. In s tistimi, ki so 3-4 ure gledali. Pa ne za neke od 12 ur neke mesarje, ampak normalne te stvari, kaj laufajo po televiziji. In vidijo, da ti hladni postajajo, histrionični celo. Torej ti ljudje, vse bolj mladi, jaz moram takoj imeti uspeh, jaz moram takoj doživetje imeti, če pa ne, pa sem užaljen, pa nič slabo samozavedanje imam. Torej, tudi psihologi so vse bolj vidijo, kako nas spremenijo. To pa še televizija, zdaj pa imamo igrice, pa socialne mreže, pa vse to. Zdaj pa malo še drugi nivo. Ja? To je zdaj že, televizija je še en drugi nivo, kot to, kaj imamo danes. Poglejte, kakšne raziskave obstajajo, ko se pogledajo pri malih otrocih v vrtecu, ti, ko malo gledajo manj kot 1 uro na dan, poglejte, kakšne izbe imajo, primerjavi te, ko več gledajo, kaj 1 uro. A ja, to je malo narobe, ja, ampak zdaj sem objasnil, ne? Točno, da je narobe. Torej, narobe je resnica, ja? Te, ko več gledajo, ko 1 uro, vidite, kaj se dogaja. Zdaj sem mislil imeti pauzo, ampak pauzo smo imeli. Zdaj pa gremo malo dalje. Zdaj bomo malo morali starejše gospe in gospode malo šokirati. Ja? Malo samo. Ja, malo rabimo cepljenje. Jaz ne prikazujem veliko, ampak malo je pokazal v smislu cepljenja. Ja? Tudi otrokom včasih moramo nekaj pokazati na določen način, pedagoški, kot da jih cepimo, ja? Da ne bi dobili bolezni. Ja? A vi sploh imate en vidik, kaj se danes igrajo ljudje radi? 70-80%, kakšne igre? Če bi starejše vprašal tu, ja? Zato bom vam malo pokazal nekaj, da imate eno malo predočbo, o čem sploh govorimo tu. Ja? Mali otroci, jaz bom nehal, tako jaz ne bom pokazal vsega, ampak da en vtis dobite. Poglejte, recimo ena igra, tu gre mati z otrokom, grejo tu, tako lepo se prikaže, ne se poslavljajo. In zdaj pogledajte, kaj nastane. In to pa vam ne bom pokazal. Ja, ampak to se lahko igra, ja. Ampak s tem lahko se reklame dela. Pogledajte, zdaj pride en avto tu, en taki malo večji avto. Oni še se stalno slikajo, pa tu v Londonu gledajo, pa tak, ne. In vi vidite, kako realistično je to že, precej realistično. To je čličnica stvar, ja. In zdaj pride ta tovornjak, to pa vam ne bom pokazal, in zdaj pa pride bomba eksplodira, ja. Torej, terorizem. En drugi primer, tu pa še lahko vidite, ja, kaj se danes, kaj je interesantno igrati, samo da imate eno idejo, kakšne igre govorimo. Ja, pogledajte, tu gre zdaj teroristi ven, ja, na letališče,
In jaz jih lahko igram. Ja? Jaz sem tu ego shooter perspektiva. In zdaj pa začnem te ljudi tu postreljati. Ja, to pa ne več kazal. A zastopite zdaj, o čem govorim. To se nekateri lahko takšne igre igrajo cel dan, celo noč. Ja? Ena druga igra, samo da boste vedeli, GTA, da ne boste otrokom kupovali, ja, tu pa slepo avte vozimo. Ja, avte tudi lahko vozite v tej igri, ampak GTA 5, ki je pred nekaj leti šel, imate recimo možnost, tu imate enega, ki pride s takim kvatom, lepo, to je vse lepo, voziti kvat malo na kompjuter, s tem nimam jaz problema, če se to pol ure bi igral. Ja? Ampak zdaj on gre pa, zdaj pride, ker je on pa je ta, ki muči ljudi, kriminalce, ki nočejo govoriti. Ja? Zdaj pa je on pa je mučitelj, tako v srednjem veku, ja? Inkvizicija in tako. To pa se, ali pa Guantanamo, Amerikanci, mogoče se spomnite tega, torej on pride zdaj not in da malo vidite, on zdaj pa ima tu urodje. Ja? Tu ima zdaj klešče recimo, velike tako, ne vem kaj je to, da lahko mu razdere kolena, elektrošok in zdaj ti to igraš, to pa niko v televiziji, da samo gledaš. Torej ti igraš, da prideš dalje, da dobiš informacije, vzameš zdaj klešče in greš njemu, on ima puls, da ga ne boš ubil, ja? In zdaj mu pa, ne, to vam ne bom pokazal, ampak zdaj mu pa začne ven pipati zobe. A zdaj pa morate vedeti, da danes te igre koštajo okoli 20 milijonov, če se razvijajo in tu so pravi igralci, ki kričijo. To je ko res. To niso neki hobi tak, ja, lutkovno gledališče, ne, to so profesionalni igralci, orkestri, vse to pomeni, da naredijo tako, kot da ti res občutiš. Jaz sem malo raziskoval te ljudi, ki to komentirajo in tudi oni, ki stalno igrajo, so imeli problema najprej, pa reče en, jaz ne morem, jaz ga ne morem mučiti, jaz ga ne morem dati to mi je proti meni gre. Te pa mu kolega reče recimo, čuj, pa to je samo v tvojih možganih. Sem rekel, bingo, pa saj si razumel, kaj si rekel, a si razumel sploh, kaj si rekel. Pa to je to. Kaj se v tvojih možganih dogaja, ti imaš pojma. Tvojim možganem je, samo tu spredaj mi je važno, ali je to realnost ali ni realnost. Kompletni limbični sistem je čist vseeno. Zakaj ste se včasih jokali, če ste kakšen lepi film pogledali? Če pa veste, da ni res. Možgani doživijo, kot da je res. In se učijo. Danes imamo terapije v Nemčiji, ki ljudem, ki so dobili možgansko kap, pa več ne morajo delati, a veste, da z videom hitreje se naučijo, ko na res žlico imati. In video posnetke pokažem. Hitreje se naučijo. Ja? Torej, takšne igrice danes obstajajo. In pogledajte, to ni neka igrica, neka mala, ki noben ne pozna. Ta igra je bila prva pred par leti, katera je v 2 dneh več kot $1 milijardo zaslužila. 1 milijardo. Zato jaz se pogovarjam z nekimi psihologi, medijskimi v Nemčiji, pravimo, bomo lahko kaj spremenili politično. Ti ljudje, ki dosti politiko delajo, pravijo, nimamo šanse, to je preveč denarja. Noben političar se ne bo upal iti v to not. In tudi je nevarno. Ja? Mi tudi, profesor Špicer me vprašal, če sem jaz že dobil kakšne grozitve, da bo me ubili. Ja, ker to so droge. Reči zdaj, govori kaj, jaz zelo pažljiv sem s tem, ja, ker tudi zastopim ljudi, če si v ta sistem dopaminski not, ti več ne moreš ven. In če ti nekdo to hoče vzeti, brez terapije ne moreš ven. In če nekdo ti hoče vzeti, to je tvoj sovražnik. Ja? To je zelo nevarno. Ena druga igra, da malo vidite, kako se to na začetku pokaže, ali pa trailer, ja? To je, tako se to bori, ja? In tako, ja, več ne bi pokazal. Vidite, in to že, in smisel je, da tako realno, kot je mogoče, da bi vi to doživeli kot realnost in da se vaši možgani začnejo spreminjati. Ne vem, če ste slišali od Dave Grossman, ameriški psiholog, je bil njegova naloga, je bila, ker Amerikanci so pred 100 leti naredili eno raziskovanje, so videli, koliko pa res vojakov ameriških strela, če so imeli tisti v grabnih, so se streljali južni severnjaki. In so videli, da 20% samo strela reš, drugi pa mimo strelajo, pa je predrago. Potem pa je ameriška vojska, seveda psihološko si zamišlja, katere metode bomo uvedli, da bojo res streljali. In v 70-60 letih, ko je kompjuter prišel, seveda so začeli kompjutere raziskovati in da bi z igrice naredili, da bi vojaki se naučili
da bi desenzibiliziral in da bi lahko res streljal. In danes preko 90%. In Dave Grossman je on je bil zadolžen kot psiholog ameriške vojake desenzibilizirati in potem pa je on videl, kaj se prodaja, pa je rekel, da ste vi normalni, mi smo to naredili za vojsko, da oni se naučijo v hierarhijski kontekstu, da res streljajo, če treba, ja? Ne pa, da se naši otroci to igrajo, ker mi vemo, kaj se zgodi. Ti ne boš ubijalec zaradi tega, ampak vse bolj agresiven postaje. Ti se kontrolira z tvojo vestjo, ja? Do neke meje, ne bomo nič videli razlike, ampak če te pa točno pogledamo in vidimo in te damo pod pritiskom, v eno specialno situacijo, potem pa vidimo, kako si se spremenil. Če ti izklopimo tvoje prednje, če boš v krizi bil, ja? Ali pa zamislite, da bi spet imeli vojniške, ali pa da bo spet, kot je bilo v drugem svetovnem vojni, to so naši sovražniki, ja? Ti ljudje, ki so se naučili imeti veselje, mučiti ljudi, ubijati ljudi, ti ljudje bojo najbolj zainteresirani probati še bolj realno. Ker to je princip. Še bolj realno, še bolj realno, še bolj realno. Ja? In možgani so se navadili na tega. To sploh drugače ne gre. Kdo kaj reče, nima pojma, nobenega pojma o psihologiji. Ja? Mi imamo zaščitne sisteme, ki nas ščitijo tudi proti takim stvarmi. Tudi ljudje, ki so bili v težkih situacijah, ja? Ampak kaj možgani naredijo? Ljudje, ki so bili v koncentracijskih logorih. Možgani kot v depresiji, čist dol grejo na osnovne potrebe, ampak pol pa senzibilitete izgubiš. In to se dogaja. In to je profesor Winter of Spurk in mnogi drugi pokazali. Torej, naši možgani reagirajo na to situacijo. Zdaj pa imamo nove stvari. V Nemčiji imamo FSK, prostovoljno samoregulacijo filmske industrije. Netflix, nova, internetska televizija, filmi in serije, sploh tega nima. Torej, tu pa je vse not, kaj drugače niti v televiziji ne dovolimo. In danes pa že 1/3 interneta je Netflix in te stream ponudbe. Torej, dragi starejši poslušalci in poslušalke, to zdaj pa že gre dalje v smeri, ki se ne morete zamisliti, kje so danes naši mladi in otroci in tako dalje. Nemško društvo za otroško in mladostno psihiatrijo in psihosomatiko je pred kratkim in za psihoterapijo je skupno izjavo dalo o seriji Mrtva dekleta ne lažejo. To so mnoge enajstnice gledale in tako dalje, in tudi starejše. To je ena, ki samoumor naredi pol, ja? Ampak tako je prikazano, da so že prvi ljudje, ki so se sami otroci in tako mladi, ki so se umorili. Ja, ta Wertherov efekt se imenuje, torej to se prikazuje pozitivno in nobenega izhoda se ne prikazuje. Takšne stvari danes imajo veliko konjunkturo in kdo bedi na tem? Industrija dela, kaj hoče, samo da zasluži. Ja? In oni pa pravijo, oni so dali javno opozorilo, psihiatri, otroški. Za vso skrbijo, pravi pregovori, modri Salomon pred 1000 leti, varuj srce svoje. Kaj bi danes bi rekli možgane, ja? Tvoj limbični sistem. Kaj ti iz njega izvira življenje. Ja? To je pred 3000 leti ena izjava, mislim, ki je zelo relevantna. In to moramo naše otroke spet naučiti in naše starše. Danes vemo, noben od nas, jaz vem pred 40-50 leti, ko sem bil še otrok, ja? Jaz sem videl nekatere mlade, kako so šli, olje menjati v avto, grem v šumo, pa pustim v šumo. Danes noben mladi več ne bi rekel, da bi to naredil. Ja? Mi milijone litrov vode vnečemo, če bomo staro olje v šumo dali. Ne? Danes celo mnogi vejo, tu v Ljubljani imate bio, vegan, vse, da ne damo vse v svoj želodec. A najbolj važni organ, tu pa ne vemo. In tu potrebujemo nujno razsvetljenje in edukacijo. Ja, ki je že pred 3000 leti moder človek napisal, ja, bolj za vso skrbjo varuj srce svoje. To ne moramo spremeniti. Mogoče še lahko nekaj v tem svetu, v naravi spremenijo, ampak možgane je zelo težko spremeniti, če jih uničimo. Gremo eno dalje. Nevidna religija, kaj pa je to? To pa zdaj na hitro, to sem jaz tudi preučeval v subliminalnem marketingu, točno v tem skritem marketingu, ja? Ki ga ne vidite, pa ne vidite. Ja? To je zdaj na nemško, jaz nisem uspel to več seveda prevesti, to bi tudi bilo preveč, ampak jaz v mojem znanstvenem raziskovanju govorim o religiozni globinski strukturi človeka. Ja?
In to sem diskutiral po celem svetu za znanstveniki in to je res, vse posod ima človek to globinsko strukturo. Mi hočemo, gremo tu dalje, Kissinger v medijih si pokazal, mi želimo imeti eno transcendentno identiteto, zato je Harry Potter bil tako uspešen, ker je on nekaj posebnega. Ja? Njegovi starši so čarovniki bili. Ja? Mnogi filmi delajo s tem konceptom. Vsi ljudje želijo imeti transcendentno popolnost. Ja? Mi nočemo samo malo znanja, mi hočemo absolutno znanje, imeti absolutno lepoto, absolutno ljubezen, popolno znanje. Ja? In s tem se lahko manipulira. Mi nismo samo malo zadovoljni. Ja? Ker pa tega ni, pa se išče en izhod ali pa ena rešitev ali pa rešitev. Tudi religije delajo s tem mehanizmom, ker ga imamo v nas. In to se lahko na različne načine pokaže. To je malo prekomplicirano, samo da vam objasnim, da marketing zelo dobro ve, kako gre za našimi globokimi potrebami, kako jih aktivira, ampak jih ne more zadovoljiti. To edino religija lahko o tem govori. Ja, tu se pa mora videti, katera, kako, na kak način. Ampak to je zelo, zelo nevarna stvar. Ker smo mi ljudje manipulirani. Danes obstaja doktorska dela, ki prikažejo Hitler, Tretji rajh ne bi bil možen brez religije, skrite, manipulacij. Mi smo ena posebna rasa. Ja? Mi smo nadčlovek. Pol so oboževali. Jaz sem študiral zelo točno v Nürnbergu, kako so se insceniral Hitler 33. leta, 36. Kakva inscenacija z svetlobo, z vsem tem manipulativnimi sredstvi. Ja? Malo o svetlobi bi vam nekaj povedal še. Ja? Obstaja v znanosti, v likovni znanosti, ali slikovni znanosti, govorimo o svetlobi, o svetovni svetlobi, ki jo imamo v svetu, ja? To sonce, sveča, mesec, pa nadnaravna svetloba. Ja? In tu je razne zlato, ki se blešči, te crkvene šipe v katoliški cerkvi, recimo sakralna, ko jaz žarim sam, ja, imam auro, ja, kot svetniki, ali pa v hinduizmu, vse posod imamo to. Ja. Torej, to sem natančno raziskoval in dal te šablone na naše medije. In smo videli, in lahko sem dokazal, da je vse posod, tudi v kompjuterskih igricah, 60-70% kompjuterskih igrica se uporablja ta nadnaravna svetloba, ki ni v tem svetu. Ja? To samo na kratko. Nadnaravna lepota, super stimulus, velika raziskovanja potem, kako lahko lepoto naredimo, ki je bolj močna kot tem, kaj vidimo tudi pri nekih lepih posebnih ljudeh. Ja? Danes se ve mnogo o tem, kako se manipulira. Popolnost, kako se lahko prikaže, motiv odrešenika, nadnaravne moči, v mnogih kompjuterskih igricah imamo nadnaravne moči, imam več življenj, imam magične moči, sanjski svetovi, čustveno nabita glasba, posebna glasba, ki dobimo, ki se naježimo, ja? In to se vse lahko skupaj koristi, da bi religijske mehanizme, ja? Verski in okultni pojmi, tudi pojmi potem, ampak to ne stalno, včasih je skrito to. In kaj sem lahko zelo, zelo točno prikazal je, da nas mediji, če zdaj vzamo reklamo, recimo o otroškem Super RTL sem raziskoval, ali pa Nickelodeon, ali pa manga, tudi v filmih in tako dalje, vidimo, da nas takoj v normalnem svetu začnejo, interesantni se preskoči, takoj ekstremni svet, ja? Kako ekstremno moč je to, vse imam ekstremno, ja? Potem pa nevidljivo gre v transcendenciji. In tako sem analiziral mnogo teh vsebin in na novo lahko tudi pokazal zelo, zelo točno, kako se religija manipulira v funkciji. Sociologi imajo pojem, tudi naš Tomaž Lukman, svetovni sociolog tu iz slovenskega področja, v svetu dal nevidljiva religija. To je bila velika interesantno raziskovanje. To pa je funkcionalna religija, torej jaz se obnašam, jaz obožujem nekaj. Ja? Pa tudi, če je to bil Tito, jaz sem tudi potem razmišljal o našem starem sistemu, ki sem še ga spoznal. Tito je bil mrtev, 2-3 leta. In za dan mladosti, 25. maja, smo po celi Jugoslaviji gledali in pogledajte, tam je bila slika Titova in mi smo klicali in jokali so se in druže Tito, mi ti se konemo, da se tvoga puta ne skrinemo, on je pa mrtev. Kaj je to? A je to imanentno ali transcendentno, prosim vas? Ja? Religija začne tam,
To sem še eno šemo tu prikazal, religija začne tu, ki transcendencija nekaj nadnaravnega, še nisem religiozen, če nekaj nadnaravnega. Ampak to nadnaravno mora spremeniti moje mnenje ali pa moje obnašanje. Ja? Moje Einstellungen. Stališča. Hvala lepa. Hvala vam. Ja? Potem govorimo o skriti, v sociologiji, o skriti religiji. Nevidljiva religija. A pa implicitna religija. In to lahko vam pokažem, kjerkoli čete, koliko se z religijo dela. Religija je za mene nekaj dobrega, to sem tu v cerkvi, ja? Če jo ne zlorabimo. Če pa manipuliramo z njo, pa je lahko najhujša stvar. Zato imamo terorizem tudi islamski, ja? Ker je zmanipulirana religija. Torej pažljivo z religijo, in to je danes pa marketing kompletni, in Nemci so to 40. leta sem našel, so že vedeli, kako to gre. 1940. je vse bilo opisano, kako bomo manipulirali. Prej pa so že vedeli, samo napisali knjigo o tem. Torej, pogledajte, če zdaj pogledamo svetovno prvenstvo nogometa, vse oblike nadnaravne svetlobe, katere je Wolfgang Schöne opisal kot nadnaravne, so tu. Antinaturalistične farbe, metalično, pa prozirno, pa še boste videli tudi aura. Rusi to tudi vejo, ja? Njihovi marketing specialisti. To je vse nadnaravne antinaturalistične farbe. Zdaj samo na kratko sem vam lahko pokazal, drugače to zelo lahko. Poglejte, zdaj bo tu aura, poglejte kakšna svetloba. Poglejte, zdaj pa tu še kot... ja. Vse posod bi vam lahko pokazal, tudi v EFO, če želite, zdaj nimam tu, ne funkcionira. Tudi v muziki bi vam lahko pokazal te efekte. Vse posod se to uporablja, danes v muziki ne bomo to vse pokazali, ampak pogledajte, ena zelo, zelo poznana, to je Ariana Grande. Pogledajte, celo vesolje, ko je ona prejšnja in pravi, God is a woman, Bog je ženska, ja. In to je muzika, ki je danes milijone, milijarde mladih posluša, ja. Tako. Pred nekaj leti, 2010, je prišla največja podaljšek ene največje online igre na svetu. Poglejte, metal, svetloba začne, to je zdaj trailer, ki bi vas navdušil, da bi kupili naslednjo podaljšavo. 10,000 let v zaporu. Svetloba nadnaravna. Verband. Torej, jaz sem moral iti iz moje domovine pred 10,000 let. Iz moje domovine. Vidite ta svetloba. In sedaj se vi upate moje kraljestvo vstopiti. Vi ne veste, kaj vas pričakuje. Ja? In potem so slike še bolj interesantne, ampak vse posod se dela to svetlobo. Ja? Že ime, ja, bi vam lahko pokazal v vseh velikih firmah, ki delajo kompjuterske igrice. Kaj naj naredimo? Ja? Malo sem vam poskušal tudi starejšim prikazati, kje to gre dalje, v katero smer. Ja? To bo še dalje šlo. Naslednje bo možgani kompjuter. Se že dela, v medicini že delamo to. Ja? Možgane, kako priključiti možgane na kompjuter, boleznih in tako dalje. Ko sem to opazil, ko sem videl, koliko se tudi z religijo manipulira in koliko se tudi brutalnost z religijsko, z nadnaravno svetlobo polepša, brutalnost, ubijanje, masakriranje, skoraj v 50-60% igric. Potem sem vprašal, na komu pa naj to pokažemo zdaj? Kdo bo zdaj imel kak naj spremenimo kaj? Ne moram iti zdaj v nemško pravnost, če pa je to svetovni problem. V nekih deželah še več lahko pokažejo, ko v Nemčiji smo strogi. To je vse v Nemčiji dovoljeno, kaj sem vam prikazal. Ja? Kaj naj naredimo? Edina ideja je bila, moramo nazaj na človeške pravice, ki smo jih 1948 leta definirali. In zdaj pogledajte, kaj se religije tiče, člen 18. Vsak ima pravico svobode misli, vesti in veroizpovedi. Torej, ti lahko sam odločaš, katero veroizpovedi. Vključuje svobodo spreminjati prepričanje v vero. Torej, noben me ne sme prisiliti. Kaj bomo pa zdaj rekli, če pa zdaj manipulativno na vaše religiozne globinsko strukturo zdaj delujem? Ja.
Kak naj s tem obravnavamo? Poglejte zdaj, konvencija o otrokovih pravicah, katere so vse države, razen Somalije in Združene države Amerike podpisale, kaj pravi člen 32 leta 1989. Države pogodbenice priznavajo otrokovo pravico do zaščite pred ekonomskim izkoriščanjem. Takrat seveda je bilo posebej za upravljanje katerega kolega dela. Veste, koliko otroci v Indiji delajo diamante tam, pa obleke pa vse, ne? Seveda, to je največji problem. Ampak danes ni samo več to. Danes se otroki z našimi modernimi mediji izkoriščajo, ja? Ekonomski. Ali nevarno, lahko nevarno, ali ki moti otrokovo šolanje ali škodi njegovemu zdravju. Poglejte, kakšne dobre pravice mi imamo. Poglejte zdaj, telesnemu, samo mi smo samo tako interpretirali. Pozabili smo pa to umskemu, to je vse not, duhovnemu, nravstvenemu ali družbenemu razvoju. Mi imamo vse človeških pravicah, samo nismo transferirali. Jaz sem 2007, sem to že vendal, sem rekel, mi moramo nazaj k tem. Zdaj počasi se začne diskutirati. Ko vidimo, kako realistične so te igre. Ja? Poglejte še eno. Konvencija o otrokovih pravicah, člen 36. Države pogodbenice bodo otroka varovale pred vsemi oblikami izkoriščanja, ki mu v kakršnem koli pogledu škoduje. Vse je tu. Vse je tu. In zdaj pogledajte, kaj je interesantno. Najvažnejši komentar, ki je pisan za to, ki so izdate te pravice za otroke, je Hodkin Nevel. In veste kaj? On je takrat v komentarju se tudi vključene medijske problematike, samo to so 80 leta, kome so začeli privatni. So pa rekli takrat, mogoče bo pa to malo preveč, bomo naleteli na kritiko. Ker še mediji so bili drugačni. Torej, že takrat so razmišljali medije tu direktno vključiš, pa se niso upali. A je prišel danes čas, da diskutiramo človeške vrednote? Jaz mislim, da je. Ja, če nekdo pravi ne, potem pa pravim, pa dam jaz vprašanje, a bi bilo vredi, da naredimo pedofilijo virtualno? A je to vredi etično? Tu bi pa vsi rekli ne. Ubijamo pa lahko virtualno, pa mučimo lahko, ne? Zet, ker smo se navadili. Možgani imajo plasticitet, se navadijo. Ja? Noben ne bo tu začel. V Nemčiji so prepovedali 86. leta eno igrico, ki samo ladje malo vidiš, to še tako grobo bilo. Pa smo streljali z avione, pa ladje, pa so rekli, to bi lahko, mogoče bi slabe misli dobili. Je bila pod indeks. Danes, realno ne veš več, ali je živ človek, ali je kompjutersko generiran. A naj ne vzamemo resno, kaj smo definirali, da moramo otroke čuvati, otroke do 18 let, ne, v tem definiciji. Torej, uničevanje možganov, nekaj pol pa še na svetu. Uničevanje možganov smo čitali pri govorih, pogledajte nekaj novega iz pornografije, par let staro. 1/3 vsebuje na internetu je pornografija. Danes se pornografski material ogleduje in deli večinoma preko pametnih telefonov. Torej, priporočam vam, kupite vašemu sinu, dajte mu en pametni telefon z internetu in ste lahko sigurni 90, 95, 98, 99%, da bo pornografijo konzumiral. V šoli se menjajo, to je danes, tako je danes. Danes nimajo več časopise, ampak imajo pametne telefone in pornografije. Otroci, najstniki in mladi imajo predvsem pametne telefone. Ja? Zdaj pa pogledajte eno interesantno raziskovanje, tokrat tudi z Nemčije, na najboljšem institutu, Max Planck institut. To je najbolj renomirano državni instituti, kaj sploh obstaja. Kako spremeni pornografija naše možgane? Zdaj pa lahko res gledamo. In oni so gledali, dali so jih tudi MRT not in gledali možgane pri teh, ki zdaj 2-3 ure ali pa gledajo pornografijo vsak dan, in so gledali njihove možgane in primerjali z drugimi možganami. Veste, kaj so rezultati pokazali? Rezultati so pokazali povezavo med številom ur, ki so jih testiranci vsak teden preživeli v pornografiji in količino sive snovi v celotnih možganih. Rezultati so pokazali torej povezavo med količino konzumirane pornografije in velikostjo striatoma dela možgan, ki sodi v možganskemu nagrajevalnem sistemu.
To pomeni naslednje. Več, ko so se testiranci ukvarjali s pornografijo, manjši je bil volumen njihovega striatuma. Ja? To bi lahko pomenilo, da redno konzumiranje pornografije obravlja nagrajevalni sistem, pravi profesorica Simone Kühn. Torej, tvoj nagrajevalni sistem se uniči. Ja? V Nemčiji so potem, po teh raziskovanjih, teh renomiranih raziskovanjih, vse posod ste lahko čitali po raznih časopisih, tudi v internetu, porno skrči možgane. In to je resnica. Ja? Določene dele možganih, ki so za nagrajevalni sistem, se uniči in potem sploh več nisi srečen v svojem življenju. Ja? To je danes fakt, to je danes, ja? To je dokazano. To se vidi lahko v možganih. Ja? Igrice. To je čisto eno novo raziskovanje, leto pa pol staro. Glejte, koga zanima v angleščini, pogledajte si to. Tudi siva substancija v možganih, kaj se zgodi pri igricah. Tu so vzeli 119 mladih otrok, odraslih, ki igrajo igrice, pa teh, ki ne igrajo. World of Warcraft, to igrico eno. In zdaj pogledajte, kaj so te znanstveniki iz Univerziteta Ulma naredili. Spletne računalniške igre spremenijo možgane. Prikazani so učinki iger na orbitofrontalno skorjo. Ja? Internet spreminja svet in tudi človeške možgane. Tako imenovana odvisnost od računalniških iger ali motnja spletnih iger je vse večja zdravstvena težava po vsem svetu. V novi študiji se raziskovalci pod vodstvom profesorja Kristjana Montaga, predstojnika oddelka za molekularno psihologijo na Univerzi v Ulmu, preučili, kako igranje priljubljene spletne računalniške igre v 6 tednih vpliva na strukturo. Oni so pa zdaj prospektivno raziskavo naredili. To se pravi, pogledali so ljudi, ki igrajo, pa ne, in tem fali na nekih delih možganov celice, ki so zelo važni deli. Zdaj so pa rekli, da to je mogoče slučajno, pa zato mogoče več igrajo. Ne? Kaj je zdaj vzrok? Ne veš. Zdaj so pa to skupino, ki ne igra, so razdelili in polovica od njih je 6 tednov 1 uro igrala vsak dan. In veste, kaj se je zgodilo? Po 6 tednih so videli isti princip, da jim uničuje možgane. In to se pravi, na področju orbitofrontalne skorje, to področje večelne mrežne od človeških možganov je še posebej odgovorno za nadzor čustev in odločitev. To ti razstreljajo igre. To je danes fakt. To lahko merimo. Gledamo možgane in vidimo spremembe po 6 tednih 1 ure. Razumete, ko to povemo tudi otrokom ali mladim, potem pa začnite igrati. Ja? To pa mogoče le ne. Seveda, če nekaj že v osvojenosti noti, težko iti ven. Ja? Ampak mi moramo preventivno delati, moramo prikazati, ker če to pravim, a hočeš, da bo ti možgane razpokani po 1 uri, da zgubiš odločitve, da lahko prinosiš, da boš zombi bil, ja? Ja, to pa ne bi bil. Ja. Ne? To ni več ne smeš, ker mama reče ne, ne? Danes pa imamo res rezultate. Ja? Ampak dragi poslušalci in poslušalke, ne samo igrice. Kako delate vi na vaših delovnih mestih? Imate same e-maile, dobite stalno nova sporočila, multitasking imenujemo to, da več stvari naenkrat delate. Niso samo igrice, pa pornografije. Poglejte eno raziskovanje raznih znanstvenikov v Kitajske, ja, kaj se zgodi, da tudi v tem anteriornem znotraj vam razstrela tudi pa uniči, ki je za socialno regulacijo emocij, če dosti multitasking delate, vam celice začnejo izumirati v tem področjih možganih, ki so zelo pomembni. Naši možgani so v glavnem naredi, da delamo sukcesivno, da se ne damo stalno motiti. Zakaj toliki otroci ne morejo še koncentrirati več? Ja? Ker so možgani navajeni samo multitasking, tudi igre stalno so samo magnetizirani. Ja? Prihodnost, kje bo prihodnost? Poglejte, in tu bomo nehali s prvim delom, pa en mali drugi del še. Ja? Poglejte v Južno Korejo. Potem boste videli, kaj bojo naslednji koraki, mogoče v Sloveniji, če bo tako dali dol. V Južni Koreji je toliko klinik že pred 10 leti sem slišal, da je bilo čez 90 specialnih klinik v deželi, zdaj ne vem, koliko jih je, ampak vem,
vem, kako delajo, več ne vejo te o svoje odvisnosti, kako z njimi vladati. Tako da zdaj imajo profesori tam medicine in tako dalje, pogledajte, kaj delajo. Vzamejo mladeniča, ki ne more več nehati igrati, vzamejo elektrošok, pa mu v glavo tu na spredi mu stimulirajo z elektriko možgane, da bi spet začele celice delati, ker se ne more obvladati več. Take metode zdaj imajo v Južni Koreji. Profesor, ne neki čudaki, ja? Znanstveniki poskušajo stimulirati, ker vidijo, da mu celice ne delajo. Ne more se več obvladovati. Ja? To je veliki problem in tako mnogim gre danes. Zato bi dal nekaj nasvetov še rad. Na koncu, ja ne moram zdaj vsega dati, lahko potem knjigo mogoče naročite, mogoče se bo prevedla, kdo ve. Ja? Ampak nekaj nasvetov pa vam rad dal. Prvič, dojenčki in malčki, ja? Prosim vas, nobene medije, nobene vrste, noben baby TV. Zakaj? Dva bi vam pokazal, zakaj. Poglejte, samo če pogledamo eno televizijo, ja? Ali ima slika je tu, recimo, tu miška govori, pa nekaj lepega lahko date Jezusa Kristusa, kaj želite v cerkvi, ja? Ali pa nekaj lepe živalce, nič slabega, ja? Ampak tu je govor, odkot pa pride sound, odkot pride ton. Ja, ali pride tu, ali pa tu, če imamo boljši sistem. Ne? Zdaj pa pogledajte, naši možgani pa sploh v otročjem dobi morajo računati, da paše to. Otrok še nima teh vseh spojitev v možganih in ono more pasati, tako da jaz oči zaprem, čujem in tam, kim pogledamo, tam pride. Če pa to ne paše skupaj, se te nevrobiološke stvari ne morajo skupaj rasti. Ja? Profesor Špicer govori o tem, kot psihiater in nevrolog. Ja? To je zelo velika nevarnost. Nevrofiziološki, če mu zdaj lahko lepe stvari pokazujete, ampak se ne bo prav spojilo. David Welch pravi možganski, to je en ameriški znanstvenik na tem področju, v možganih sta dva sistema pozornosti. Druga tema pozornosti. Kako imamo pozornost? A veste, da danes, koliko imamo spontane pozornosti? Pred 30 leti smo imeli 12 sekund. Poprečno, če nekaj novega vidiš, se orientiraš. 12 sekund. Danes 8 sekund. Tiste zlate ribe, 9 sekund. Danes smo pod zlato ribo. Če ne ribi damo nekaj novo, damo poprečno 9 sekund, bo gledala, pa imela pozornost. 8 sekund. Poglejte, kako se spremenjamo. Ni čudno. Zdaj pa on govori o tej, imamo dve pozornosti, v čustvenem centru je reakcijska pozornost. Kaj je to? Zdaj, če se nekdo tu not pa ven hodi, jaz pogledam, kdo je to, kaj je to. Mogoče nevarnost, mogoče pride neki medved not, ne? V Sloveniji so medvedi v Kočevju, ali ki tam, ne? Nasi možgani so tako konstruirani, da če se nekaj premakne, nekaj se hitro premakne, ali pa neke barve nastanejo, ja? Ena rdeča barva, ja, mogoče gori, ja? Ali pa neki zvok, jaz takoj reagiram, vi tudi. Ja? Če bo zdaj nekdo ploskal tam vzadi, ali nekaj se zadrvi, vi boste pogledali. Če se nekaj pomika. To imamo vsi, to je sigurnostni sistem, katerega imamo, ja? Da se lahko v naravi, v življenju orientiramo, da nas ne bo nekaj uničilo, ne? To je ta reakcijska pozornost, ona je avtomatična in instinktivna, ona je globoko not, v limbičnem pa v globokem steblu, kako se imenuje. Ja? Pomaga nam zbrati našo pozornost, če se v naši okolici nekaj premakne, ali če nekaj čustveno zelo vznemirljivo. Zdaj pa pogledajte, zdaj pa imamo drugi sistem, fokusiran sistem pozornosti. Jaz pa vas k tem zdaj poskušam. Vi se poskušate zdaj koncentrirati, kaj on to pravi, kako jaz lahko to v mojo znanje zdaj integriram, je to vredi, ni vredi, vi se koncentrirate, imate pozornost. Jaz bi rad, da mene tu poslušate, ne da vse, kaj se premika, zdaj gledate, ja? Zato moramo gledati, da bo dosti mira, samo jaz se tu premikam, ja? Ampak vi se poskušate koncentrirati, ne? To pa je ta fokusiran sistem pozornosti. Ta sistem uporabljamo, ko se odločamo, ali bomo nekaj pozorni. V nasprotno z reakcijsko pozornostjo, ja, tudi telo, toplota, vse to gre v to smer, fokusirana se pozornost ni avtomatska, ampak se v določeni meri razvija samo z vajo. Ti aparati in to, kaj se danes našim otrokom prodaja, oni nas dobijo čez reakcijsko pozornost.
To so sami premiki, barve, to, kar sem vam poskušal vam prikazati. Ja? Razumete, in otroški možgani se naučijo celi čas biti reakcijsko pozornost. In možgani se navadijo na to in oni se naučijo fokusirano pozornost. Potem so 6 let stari, pridejo v šolo, zdaj pa tu imamo učitelje, zdaj pa se naj koncentrirajo na to. A možgani so pa se naučili 5 let, 6 let to reakcijsko pozornost. Ja? In pol pravijo mnogi znanstveniki, zdaj pa imamo hiperaktivne otroke, ja? Možgani se več ne morejo koncentrirati. So pa specialisti za vse, kaj se pomika, tu pa se lahko to kompjutersko naredi koliko čete. Sound, gledati, vse se pomika, barve, svetloba, vse živo. Ja? In oni se ne morejo več koncentrirati. Oni so naučeni samo reagirati, da možgani reagirajo. In pol rabijo stalno bolj močni stimulus. Razumete, kaj se dogaja? Možgani se menjajo. Ja? Reakcijska pozornost otroki preživljajo veliko časa na spletu, je dobro naoljen stroj. To funkcionira super. Oni so hitri. Nažalost gre to pri nekaterih otrocih na račun fokusirane pozornosti. To potrjuje vedno več raziskav. Neka študija, ki je 3 leta spremljala 3000 otrok v Singapurju, tam tudi posebej, je podala ugotovitev, da so tisti, ki so več časa porabili pri videoh igrah, kasneje imeli več težav s pozornostjo. Enaki rezultati so bili tudi, ko se je upoštevalo predhodne težave s pozornostjo, spol, starot, raso in socioekonomski štat. To je univerzalno. To je ena osnovna, ki rabimo, ja, v naravi in tako dalje. Koga več v tej smer interesira, lahko tudi čitate, tudi ta Jane Haley, ona tudi raziskuje, ona piše dosti o tem, lahko tu čitate bolj v angleščini. Zdaj pa še nekaj. Otrok, dojenček, zdaj ima prirojeno preferenco za človeškim obrazom. On potrebuje, danes v razvojni psihologiji vemo, da je to ena najvažnejših stvari, on dotik pa obraz potrebuje. Ja? Zdaj se delajo eksperimente 6 mesecev starimi otroci ali pa 5 tednov ali pa celo čisto novi rojeni. Poglejte, to je genetski prirojeno. Otroci, če mu pokažeš to sliko, on hoče stalno to videti, to. Tu več sekund gleda. Čisto novorojenček. To pomeni, imamo preferenco za človeški obraz. To je tak konstruiran človek. Ja? Zdaj pa pogledajte, kaj se zgodi, gremo dalje, en drugi eksperiment mirni obraz, still face eksperiment. Zdaj pa so šli dalje, pa so recimo 6 mesecev stari otrok, z mamo komunicira obraz, pogledajte, kako to izgleda. To je že 40 let te raziskave obstajajo. To je zdaj Harvard. Pogledajte. Za socialno interakcijo ima dojenček hoče to. In to je najbolj poznanih eksperimentov. Could engage in social interaction. Poglejte, zdaj je ta eksperiment 2 minute traja. In mama zdaj naj lepo z njim komunicira. Seveda otrok zdaj malo kamero vidi. Torej zdaj oni komunicirajo sem pa tja. Glej, on pokaže mami, mama ga gleda, ona interagira z njim. Komunicira. To je vse koordinirano, njihove čustva. Poglejte, kako lepo komunicira. On je pokaže že 6 mesecev. Zdaj pa pride eksperiment. Zdaj se pa mama mora stran obrniti in z mrtvim licem pogledati. Poglejte, kaj se zdaj dogaja v 2 minutah ali v 1 minuti zdaj. Ona več ne reagira. On takoj vidi otrok, da nekaj ni več vredno. On poskuša mater nazaj dobiti. On jo nasmeška, ona jo pokaže nekaj, glej mama se pa ne premika. Zdaj še z glasbom, glej tu. Ja, obe roke zdaj da. Kaj se to dogaja, mama? Ne more zdržati. Ona zdaj začne z glasom. Mama, reakcije. Kaj to dela? V 2 minutah. Ko ne daje normalne reakcije mati, ona taki stres dobi ta otrok. Poglejte zdaj.
Kaki stres ima otrok po 2 minutah. Ne more zdržati. Poglejte, vidite, otrok potrebuje človekovo, ne samo lice, ampak aktivno interakcijo. Še razna druga raziskovanja pokažejo, ko so z video snemali mater in potem pa ne daje pravo reakcijo, ki otrok zahteva. In otrok se užali in kome ga nazaj dobiš. Zdaj pa mu damo televizijo. Ali pa druge stvari, razumete? Ki ne more na njega reagirati direktno. Vidite, kaj se tu dogaja? To je ena osnovna potreba otroška. Ampak mi ga lahko začaramo otroka, ker mu samo te reakcije dam, ali te stimulus dam, ki ga njegov limbični sistem, ja? Ampak ni nobenih reakcij in otrok se ne nauči normalne interakcije, ki jo najbolj potrebuje. Poglejte, kako se užali hitro. Ja? Torej, dojenček in malček vas potrebuje kot starše, pa stare starše, ja? Vaš premikajoč obraz, vašo telesno blizino, vašo pozornost, vašo naklonjenost, vaš čas in vašo ljubečo interakcijo. In to moramo vedeti. In kaj drugo rabi? Rabi naravo. Naravi se uči gledanja, pažnje in vsega tega. Rabi naravo. O tem ne bi dalje govorili, tu imamo en cel projekt, ki ga zdaj razvijamo, kako z mediji naravo in tako dalje. Predšolsko obdobje, narava, interakcija, igranje, blato. A veste, da so Angleži naredili eno raziskavo in videli, da je v zadnjih 30 letih je akcijski radius za 90% se zmanjšal. Pred 30 let smo mi takrat 90% dalje od hiše šli ven s kolesom igrati v šume. 90%. Katastrofa. Seveda, starši imajo strah, ker stalno gledajo televizijo, lahko bi me kdo otroka odvede ali kaj, ja? A otroke več ne grejo v naravo, ne igrajo se ven. Šolsko obdobje. Če se da, koliko daleč morate medije stran. Nisem pa čist proti medijem, tu pa ne bi šel za špicerem. Jaz bi pa rekel, te medije ne, kako dolgo gre. Ampak naj pa se naučijo, že mali otroci, že v vrtcu nimam problema, to zdaj eksperimentiramo, medije kot orodja. Kamero. Naj snemajo malo čebelo, ampak ne s temi aparati, oni so zavedljivi. Kamere nazaj. Zvok, da si zvok snemajo, kako pojejo. Ja? Naša hčerka je imela kaset, ker lepo poje, pa se je učila, to sploh ni problem. Ampak oni so aktivni, oni jih koristijo kot podaljšek mojih oči. Ja? Naenkrat lahko mravljo 2 metra veliko vidim. Ja? Ali pa čebelo. In tako bojo ljubezen dobili do narave. To je super, to sploh ni problem. Prvi impuls naj bo, mediji nam pomagajo, da boljše vidimo, boljše čujemo. Ja? Potem, ko so večji, ko gre v šolo, naj kupite jim kamero, naj sebe snemajo, kako se igrajo. Moja hčerka je z njeno prijateljico, kraljice, pa princeze, pa kaj so igrali, pa snemale, potem sem jim kupil software, pa so in tako dalje. Razumete? To sploh ni problem. Moramo gledati na čas. 5 minut. Ja. Tako da veste približno, da se opustite še lahko zdaj. Kaj pa je potrebno, če zdaj v šolsko obdobje greste in če boste z medijem dovolili, morajo biti jasne omejitve. In to smo zdaj v Nemčiji imeli raziskovanje, pa v eni cerkvi, sem zdaj v Švici, to smo delali tudi 70% sploh ni definirano, kje otroci lahko koristijo v šolskem obdobju medije, koliko časa, ne vem, to okoli 50% se mi zdi in katera vsebina, 30% sploh niso definirali starši, katero vsebino lahko otroci gledajo. Jaz nisem čisto, da jim obzamem medije, ne, ampak da se učijo, ampak oni rabijo nekaj let kontrole, pozitivne kontrole, da se učijo gledati in tudi razumejo, zakaj ne to in zakaj to. In stroge kontrole, koliko lahko in kaj lahko in kje lahko. Ja? Torej, otroci morajo imeti jasna navodila, potrebujejo pa tudi podporo staršev, da se naučijo samoobvladovanja, ker je to tako mamljivo, ja? Zmernost in vrednote. Torej, potem so že za 10-12 let lahko čisto na drugem nivoju že prikazamo, zakaj nekaj ne, zakaj pa ja, da sami razumejo. Tudi cerkve lahko v religijskem pouku dosti pomagajo nam, ja? Da vidijo, katere vrednote, s katerimi biblijske vrednote, recimo pozitivna humanost in tako dalje, da dajo te šablone na njihove vsebine, da se učijo, zakaj ne želim, da moj ati gleda pornografijo. Ja, tudi jaz ne bi gledal. Ja? Jaz sem deklico nekaj
recimo, interesantno sem rekel, prinesite vaše najljubše muzike, te so Britney Spears takrat prinesle, pol pa sem rekel, a je to vredi? Ja, to so vredi vrednote. Sem pa vprašal, bi rada, da tvoj ata to gleda. A ne, zakaj ne? Ja, ker tak pleše, ne bi rada ata. Aha, torej imaš vrednost, naj ata ne gleda, vidiš? Torej sami jih moramo pomagati, kako zastopijo katere vrednote. Šolsko obdobje ne, pogledajte, obstajajo, ne, v šolah ne tablets pa to, samo določene časove, ko imajo, ampak ne cel čas. Obstajajo mnoge raziskovanja, v Londonu so v mnogih šolah vzeli ven tablet, od tega dneva so ocene bile boljše. Jaz tudi v Avstriji delam v eni šoli, ki nimamo to, čisto drugače so šolarji kot druge. To vam lahko iz lastne izkušnje povem. Francozi so prepovedali, a veste to? Franci ne smejo imeti v pouku tablic pa tega. Ja? Industrija pa seveda hoče in medijska industrija. Najstniki in mladostniki vrednote potrebujejo, naj kreativno filme delajo, a naj oni delajo, ne da oni njih kontrolirajo. Poglejte zdaj, kaj so ti ven dali Humantech, kaj sem vam prav. Poglejte, do neke mere na mediji pomagajo, smo srečni. Poglejte, recimo Twitter, Messenger, Instagram, če pa gre čez 20-40 minut, poglejte, nesrečni postavim, depresivni. Do sem, če smo otroke ali pa mlade naučili, so lahko to pripomočki, da komunicirajo med seboj. Če pa odvisni postajajo, te pa njih mediji kontrolirajo. To celo take raziskave se lahko pokažejo. Tudi bi rekel, najstniki in mladoletniki zdrave alternative potrebujejo. Ja? Oni potrebujejo tudi religijsko, moramo govoriti, ker jih religija zelo privlači, skrita religija. Pa narava, igranje, blato, vse to. Ja? Najvažnejše, s čem bi pa nehal, pa je vzor. Ja? Seveda lahko govorimo, kaj čemo, če mi kot odrasli stalno moramo to imeti zraven sebe in koristiti, ja? Jaz zdaj tu demonstrativno pokažem, ne morem več zgasniti, ne morem se, potem bomo govorili, pa noben nam ne bo verjel. Ja? Če pa mi imamo in disciplino, da ga pustim en dan, pa zvečer ga izšaltam in da to otroci vidijo in da ni najlepše, če gremo pred televizijo, pa en filmsko pogledamo, potem bojo videli po vzoru, kaj je res pomembno in kaj so naše vrednote. To pa je, mislim, najvažnejše. In tu moram zdaj piko narediti, ker je že skoraj 7:30. Jaz se zahvaljujem za vašo pozornost in če še bo kdo imel vprašanja, pa bi rekel, jaz še tu ostanem in še na razpolaganje, ker je že čas minil, tako jaz to ocenjam. Verjamem, da smo slišali veliko koristnega, zanimivega, tudi šokantnega. Veliko tega, kar nam da za razmišljati in seveda spodbuja pozitivne in dobre odločitve. In hvala našemu predavatelju.